Jasno znamenje jasno čutnih ljudi je, da smo tako senzitivni, da ko pridemo v nek nov prostor, mi takoj čutimo, ali nam energija paše ali ne. Današnji video namenjam temu, da ti pomagam odkriti, kateri je tvoj super dar, katera je tvoja super moč. Ali si jasnoviden, si morda jasnoveden, jasnočuten, jasnoslišen, kaj je tisti poseben dar, ki ga imaš ti, kateri od teh kanalov je zate najbolj odprt, se pravi, na kakšen način sporočila angelčkov prihajajo k tebi. Prvo, kar smo do zdaj že v bistvu mi v vseh teh videih mi odkrili dejansko to, da ima vsak izmed nas sposobnost povezave z angeli, a ne? Kot sem že v preteklih videih govorila, v bistvu je zelo, zelo pomembno za nas, da se zavedamo, da je sposobnost povezave z angeli nekaj, kar je dano čisto vsaki duši. Gre za to, da vsi to zmoremo, ampak večina med nami ne ve, kako to povezavo vzpostaviti. Prosimo, pošiljamo vprašanja, sporočila, namere, pa ne znamo ujeti nazaj vsega tega, kar nam naši angeli sporočajo. In moje poslanstvo je dejansko to, da jaz poslušam ta sporočila duhovnega vodstva in dejansko te jasnosti, te modrosti, ki nam jih naši duhovni vodniki sporočajo, jaz predajam naprej. In moje poslanstvo je dejansko to, da vas učim, kako živeti bolj zavestno. A ne, glede na to, da si tukaj, verjamem, da ti je do tega, da bi se bolj zavedal sebe, življenja, da bi poznal te modrosti, kako biti bolj srečen, kako imeti več obilja, kako pozdraviti telo, kako se dobro počutiti, imeti lepe odnose. Verjamem, da je to nekaj, kar si dejansko za sebe želiš. In moje poslanstvo je to, da skupaj z duhovnim vodstvom, ko jaz vprašam ta vprašanja, ki nas matrajo, dejansko oni meni dajo odgovore, modrosti, usmeritve, ki so za vse nas relevantne. A ne? In potem jaz vsa ta sporočila, ki jih dobivam, vam jih predajam preko mojih novičk. Se pravi, vsi moji programi, vse moje delavnice, tudi te Facebook live in misli dneva, ki jih vsak dan najdeš na spletni strani in tukaj, vse to je dejansko moj način, kako jaz tebi želim prinesti to. Bova temu rekla neke usmeritve, kako živeti z večjim zavedanjem. Ne? In v bistvu velikokrat me ljudje vprašajo v smislu, Tjaša, a ti si tako kakor vedeževalka, ne? Da ti napoveš, kaj se bo zgodilo in meni ti te stvari razložiš. A ne? In ne, jaz nisem vedeževalka. A ne? Moja namera ni, da jaz te vedežujem oziroma napovedujem prihodnost, čeprav dejansko, ko poznamo povezavo z duhovnim svetom, lahko zvemo tudi informacije za prihodnost, če nas to zanima, oziroma če je za nas prav, da bomo mi to zvedeli. A ne? Nikoli pa nam duhovni svet ne pove stvari na tak način, da nam reče, to pa to se bo zgodilo in to je to, ampak nas dejansko motivira. A ne? Se pravi, duhovni vodniki nam nikoli ne bodo napovedali prihodnosti na tak način, da bodo rekli, jutri se ti bo to zgodilo, ne? Po koncu sveta ali kakorkoli, zaradi tega, ker mi imamo moč. Mi smo tisti, ki s svojimi dejanji dejansko usmerjamo, ali se bo to res zgodilo za nas, ali se ne bo zgodilo za nas. A ne? In v bistvu duhovni vodniki so dejansko bolj, rečemo temu, usmerjevalci. Naše table, smerokazi, kako delovati, kam iti, da bomo mi najbolj izpolnjeni v tem življenju in da bomo mi dejansko to, kar želimo tudi dosegati. A ne? To, da moje delo kot medij dejansko ne pomeni napovedovanje prihodnosti, ampak pomeni v bistvu usmerjanje tebe z življenjskimi modrostmi, do katerih imam jaz dostop. In torej moje poslanstvo je dejansko to, da ti prinesem ta sporočila, da ti pomagam, da te usmerjam in jaz resnično vas želim navdahniti, da postanete sami vodje svojega življenja. Se pravi, jaz ne želim nikogar narediti odvisnega od mene, da mora do mene hoditi za vsako vprašanje, ki ga ima v življenju, ampak ravno nasprotno. Jaz želim vsakemu izmed vas pokazati, kako ste vi lahko dobri, kako vi lahko svoje odnose izmojstrite, kako lahko pridete do obilja. Se pravi, zaradi tega, zakaj to razlagam? Zato, ker je zelo pomembna jasnost, da razumete,
kaj v bistvu mediji počnemo oziroma kaj sama počnem in kako vam lahko dejansko v življenju pomagam. Zato, kar jaz ne počnem, pa bo mogoče zdaj kdo razočaran, ampak kar jaz ne počnem, je to, da vam odgovarjam na kratke SMS-ke, a se bo to zgodilo, a se ne bo to zgodilo, da odgovarjam na kratke rešitve, ki jih vi rabite v svojem življenju, in zato tudi jaz ne ponujam dejansko odgovarjanja preko SMS-ov, preko Facebook chata, preko mailov na kratke odgovore. Ljudje me velikokrat vprašajo: Tjaša, daj vprašaj moje angelčke, samo to jih vprašaj, daj vprašaj moje angelčke, samo to jih vprašaj, ne? In v bistvu, kar sem sama odkrila, je to, da prvič ne morem pomagati vsem, ki mi pišejo, ker je tega dejansko preveč, da bi vam jaz vsakemu odgovorila na vse, kar vi mene sprašujete. Zato, kar jaz počnem, je to, da vas naučim živeti v moči, da vi obvladate svoje odnose, da vi obvladate svoje življenje. In torej sama se čutim dejansko poklicana, da jaz vam pokažem, kako ste vi lahko mojstri svojega življenja, in duhovno vodstvo sama uporabljam na tak način. Seveda, če boš ti prišel k meni, boš hotel dobiti en odgovor, ga boš še vedno dobil, bo zelo natančen. Ampak ko pa prihajate na moje delavnice, vas pa jaz dejansko opolnomočim. Jaz vam dejansko dam moč, da ste sami lahko šefi svojega življenja in si na tak način dejansko pomagate, da boste znali ne samo zdaj rešiti ta problem, ki ga imate v odnosu, ampak v vsakem naslednjem odnosu, v vsaki naslednji situaciji, da si boste znali pomagati. Zato jasnost za vse, ki ste me v tem zadnjem času pošiljali sporočila, maile ste me klicali, kaj jaz prinašam do vas in kako vam lahko pomagam. To je zelo pomembno, da vam povem, zato da veste v bistvu, na kakšen način lahko sodelujemo. Pomagam vam lahko tako, da vam preko delavnic, ki jih organiziram, preko teh videov, ki jih snemam za vas, preko novičk, preko vsega, kar ustvarjam za vas, da vam prinesem modrost, kako ste vi lahko sami vodje svojega življenja, in če si priden in poslušaš to, kar jaz tebi govorim, in to pelješ v življenje, se bo tebi začeti življenje sestavljati, In to je moja želja, da ti v bistvu pomagam s tem, da ti dam recept, da ti pomagam, In zato te tudi povabim, da si zelo, zelo odprt, ko razlagam razne stvari. Tudi če odgovarjam na vprašanje, ki mogoče ni tvoje vprašanje, zaradi tega, ker s tem, ko prinašam odgovore neki tretji osebi, lahko ti tudi zase veliko potegneš, Velikokrat na mojih delavnicah je priložnost, da udeleženci postavljajo vprašanja, In se spomnim, da enkrat na eni delavnici ena gospa pač ni dobila odgovorjenega vprašanja, zato ker ni dvignila roke, Ona je imela svoje vprašanje, ampak je pač nekdo drug prišel na vrsto, zato ker ona niti ni dvignila roke, niti se ni izrazila, da bi ona rada vprašanje, oziroma odgovor. In na koncu tega delavnice je prišla do mene in rekla: Tjaša, jaz sem zelo razočarana, jaz nisem dobila svojega odgovora, jaz nisem imela priložnosti postaviti vprašanja, zato ker so drugi postavljali vprašanja. No, in sem jaz takrat njej rekla, kaj pa je tvoje vprašanje, In hecno, gospa je postavila vprašanje, ki je dejansko bilo tekom delavnice odgovorjeno, Dejansko na delavnici smo točno o tej stvari govorili. Ampak zato, ker ni ona povedala vprašanje in ker ni poslušala, kaj so angeli skozi mene odgovarjali drugi osebi, dejansko ni prišlo do nje, da je dejansko dobila odgovor, Zato se skupaj vsi, tudi jaz, učimo v tem življenju tudi tega, da smo zelo dobri poslušalci, da smo zelo prisotni v svojem življenju, in te povabim, resnično ti dajem izziv za ta teden: bodi dober poslušalec. Poslušaj, kakšne modrosti prihajajo k tebi iz različnih virov. Zakaj? Zaradi tega, ker tvoje vprašanje bo odgovorjeno. Ni nujno, da ti bo oseba direktno tebi odgovorila, ampak ko boš ti imel vprašanje in ga boš oddal v vesolje, bo odgovor prišel. Vedno pride, ko postavimo vprašanje. In torej, če se zdaj vrnemo na sam začetek tega našega današnjega videa, to, da si tukaj, pomeni, da si želiš imeti stik z angeli, da si želiš bolj slišati, se bolj zavedati, kaj ti odgovarjajo. Ampak zato, da boš ti lahko boljši v sprejemanju njihovih sporočil, se moraš ti dejansko zavedati, kaj angeli počnejo, In naši angeli nam prinašajo življenjske modrosti.
Zato angelov dejansko ne, bom rekla temu, izkoriščamo, zato da jih sprašujemo, a se bo to zgodilo, a se ne bo to zgodilo, ne? Ali naj rajš to obleko kupim, ali naj rajš uno obleko kupim, ne? Ne sprašujemo jih stvari, ki so zelo trivialne. Kar jih sprašujemo, so stvari, ki so zares pomembne, ki so zares življenjsko vredne. In zato ti tudi iz osebne izkušnje povem, sama sem kot najstnica, ko se je meni ta dar odprl, angele sprašvala za vse bedarije možne, a ne? Dejansko sem jih sprašvala za to, a ne rajš tako se oblečam, ali ne rajš to naredim, ali karkoli, a ne? In v bistvu sem šele kasneje v svojem življenju odkrila, da je ta stik z angeli dejansko toliko dragocen, ne? Da v bistvu, ko imaš enkrat to povezavo čisto odprto, ti lahko prideš do takih odgovorov, do takih življenjskih resnic, da ti res spremenijo celo pot tvojega življenja. Zato, ker jih res lahko vprašaš res globoke stvari, a ne? In zato vas jaz želim, res vas želim iz srca povabiti, a ne? Da v bistvu se zavedate, da to duhovno vodstvo ima tako modrost in take resnice so tebi na voljo, ko odpreš svoj kanal, da boš dejansko dobil odgovore za celostno življenje, ne samo za to, a ne oblečem to, a ne izberem ta avto, a ne izberem drug avto, a ne zaradi tega, ker to je samo stvar tvoje izbire. In mi se moramo naučiti v življenju imeti, kako bom temu rekla, vzeti moč v svoje roke. To pomeni, da izbire, za katere res ne rabiš angelov spraševati, a ne, da se odločiš sam. In to, katero avto bi kupil, pa to, katero obleko bi oblekel in take, bom rekla, čisto banalne stvari, a ne, to moramo se odločiti in izbrati sami iz tega, kar si mi želimo. Angelsko povezavo pa dajmo uporabljati za bolj pomembne stvari, v smislu, kako naj jaz delujem v tem odnosu, da bom bolj izpolnjen, da bom bolj srečen, kako naj jaz delujem, da bom živel svoje poslanstvo, kako naj delujem, da bom ustvaril več pretokov v življenju, da bom bolj svoboden v svojem delu. Se pravi, zares si želim, da bi bolj zavestno delovali tudi v stiku z duhovnim vodstvom, a ne? Naši angeli odgovorijo na vsako vprašanje, tudi na tista najbolj trivialna, ne? Tudi na tista, ki so najbolj površinska, ampak kar nam prinesejo, ne prinesejo nam samo odgovor da ali ne, oni nam prinesejo vedno celo modrost. In a veste, kolikokrat sem že kanalizirala, ko so osebe hotele vedeti samo da ali pa ne, ampak angelčki nikoli ne rečejo samo da ali pa ne. Oni vedno prinesejo celo modrost, zato ker oni prinašajo jasnost, zato da se potem mi lažje odločimo, zato da imamo mi širšo zavedanje, da potem lažje izberemo poti, ki so za nas, a ne. In torej, stik z duhovnim svetom je nekaj tako svetega, je nekaj tako čudovitega, da tega dejansko to uporabljamo zares za najvišje dobro, a ne. In danes sem čutila, da moram o teh stvareh govoriti, zaradi tega, ker obstaja toliko različnih predstav o tem, kaj je medijstvo in ali lahko s tem, ko si medij, prideš do nekih nizkih, slabih energij, ali lahko črpaš neke negativne informacije. Ne moreš, zaradi tega, ker ko si ti čist, ko je tvoja vstopna namera čista, ko želiš ti uporabljati to za dobro, je tvoja energija, tvoja vibracija tako visoka, da ti pritegneš samo najčistejše energije. In angelska energija je energija najčistejše ljubezni. To je najbolj ljubeča energija. In sami veste, kako je, ko se povežete z angelčki, ko jih začutite ob sebi, je tako lepo. Na mojem tečaju Celestial Inspiration, kjer jaz ljudi učim povezave z duhovnim svetom, a veste, kolikokrat moji tečajniki od ganjenosti jokajo, ker jih res dotakne se, globoko se jih dotakne to, kar začutijo, ko so v tej povezavi, a ne. In v bistvu ta stik z duhovnim svetom sama izjemno spoštujem in si želim navdihovati ljudi, ki imajo tudi to mero spoštovanja in te integritete, da želijo to zares uporabljati za najčistejše namene, a ne. In kdor to ni, potem jaz nisem prava oseba za njega, da ga vodim, a ne. Sama imam izjemno ponižnost in izjemno hvaležnost do tega duhovnega sveta in zato vas želim
zares spodbujati vse, ki mi sledite in ki me poslušate, da ste tudi sami vem, da ste, drugače ne bi bili tukaj, ne? Da se zavedamo, da je v bistvu ta dar, da imamo stik z duhovnim svetom, nekaj tako čudovitega in lepega, da ga res potrebujemo uporabljati. Ne za svoj ego, ne za potrjevanje svoje nesigurnosti in svojih dvomov, ampak dejansko iz ljubezni. No, in če nadaljujemo, vsak od nas ima sposobnost povezave z duhovnim svetom in bolj kot smo mi čisti v nameri, bolj kot si mi iz globine srca tega želimo, hitreje se nam bo ta svet odprl. In ne samo to, da se nam bo hitreje odprl, vsi naši kanali, ki jih imamo, in to je jasnovidnost, jasnovednost, jasnoslišnost, jasnočutnost, in potem je še 5., o katerem se zelo redko govori, ampak tudi obstaja, in to je jasno vonjanje. To so vsi kanali, skozi katere mi dobivamo sporočila angelov. In vsak izmed nas ima vseh teh 5 odprtih, ampak vedno sta pa 2 bolj odprta že od samega začetka. Zame osebno je bil najprej odprt kanal jasnočutnosti in jasnoslišnosti, kar pomeni, da sem sporočila angelov čutila skozi svoj trebušček, da sem kar čutila, a sem se dobro počutila, pa sem se slabo počutila, sem čutila, pa tako, da sem slišala, se pravi jasnoslišnosti. Kasneje se mi je potem, kaj pomeni jasnoslišnost, da sporočilo slišiš, No in kasneje se mi je v bistvu potem odprla tudi jasnovednost, da zdaj preprosto vem in sporočilo dobesedno pade skozi mene, in tudi jasnovidnost, kar pomeni, da vidim duše, vidim angelčke, vidim energije in v bistvu jasno vonjanje, ki pa je 5. kanal sprejemanja sporočil, je pa tisti, ki je zelo redek in zelo malo ljudi ima ta dar, zelo razvet. In to pomeni, da v bistvu skozi vonje, ko ti vonj dobiš, ti prepoznaš sporočilo. No in tudi ti imaš 2 kanala bolj odprta. In v teh videih, danes začnemo, v teh naslednjih 4 videih, ti bom predstavila vse kanale, zato da boš lahko tudi ti prepoznal, kateri je tvoj glavni in najmočnejši, in potem boš lahko na tem tudi več delal, da boš na tak način še bolj slišal sporočila svojih angelčkov. In danes ti želim prvi kanal predstaviti, prvo supermoč, jaz temu rečem, in ta je jasnočutnost. Se pravi, kako veš, da si jasnočuten, da ti angeli pošiljajo sporočila skozi občutke? Se pravi, prva stvar, kako vemo, da smo jasnočutni, je ta, da ko pridemo v nek neznan nov prostor, mi takoj v sebi v trebuhu čutimo, ali nam ta prostor paše ali ne. In včasih sploh ne moreš biti v nekem prostoru, ki ti ne paše. Torej, jasno znamenje jasnočutnih ljudi je, da smo tako senzitivni, da ko pridemo v nek nov prostor, mi takoj čutimo, ali nam energija paše ali ne. Pridemo v nek nov prostor, takoj vemo, a je good energy, a je bad energy, se pravi, ali nam energija paše ali nam ne. Pa ne samo v prostor. Mi včasih, ko srečamo neko novo osebo, mi preprosto takoj smo, kar vleče nas do nje, jo čutimo, se z njo lahko takoj povežemo, oziroma nekateri nam pa sploh ne pašejo. Enostavno jih ne moramo. Pa so lahko čisto slušni, ampak jih čutimo v trebuhu kepo, neko težo, včasih prav trebušček boli, prav bolite, tako 10 cm nad popkom, te boli in ne moreš, In to je jasen znak jasnočutnosti. Se pravi, ko prideš v prostore, ko srečaš ljudi, takoj začutiš v trebuščku, ali tebi paše ta prostor, ali tebi paše ta oseba ali ne. Jasnočutnost je zelo, zelo pogosta in skoraj 100% gotovostjo ali pa 99% gotovostjo lahko trdim, da vsi, ki ste danes tukaj, ste jasnočutni. Zato, ker je to zelo pogosto razvita. Naslednji znak, kako mi prepoznamo, da smo jasnočutni, je to, da ko gremo v trgovino, v kakšen supermarket, da bomo kupili hrano ali pa obleke, zelo, zelo hitro dobiš težko glavo, te začne glava boleti, ti postanejo oči težke in
občutek teže dobiš, da te kar pritiska dol k tlom in da ne moreš. In ti je zelo težko hoditi v take velike shopping centre in najraje bi, da bi nekdo drug za tebe kupoval. A se še kdo znajde v tej situaciji? Jaz sem zagotovo takšna, ne? Ali to velja zate? Da, ko greš v shopping center, ko greš v nek City Park tukaj v Ljubljani ali pa nekje druge, da enostavno nekaj časa si tam pa kar utrujen postaneš, glava težka, oči težke, glava boli, težko dihaš. To je spet znak, da si jasnočuten, a ne? Naslednja stvar, kako prepoznaš, da si jasnočuten? Zelo rad imaš naravo, zelo rad imaš vode, tekoče vode, zelo rad imaš naravo, vse, kar je povezano s svežim zrakom, še v avtu, skozi luftaš, skozi daješ dol ali pa da imaš dovolj zraka, ne, skozi si daješ zrak, ki je čist, ves čas hočeš čist zrak, ne. To je še en dokaz, da si v bistvu toliko jasnočuten. Zakaj? Zato, ker jasnočutni ljudje čutimo, prejemamo sporočila skozi trebušček, torej na točki 10 cm nad popkom, tukaj je točka osebne moči. To je zelo, zelo močen center. In v tem centru je v bistvu energetski center, skozi katerega mi dobivamo sporočila. In ravno zaradi teh stvari, ki jih zdaj omenjam, in boš lahko skozi te stvari v bistvu spoznal, ali si ti jasnočuten. V bistvu ti, ko prideš v prostor, ko srečaš novo osebo, ko greš v supermarket, ti skozi to točko čutiš energijo. In zato ljudje, ki smo jasnočutni, dejansko imamo zelo radi čiste prostore, čisto energijo. In doma ves čas zračimo in v avtu zračimo in samo da je zrak, samo da je narava, samo da je sveže. Samo da je sveže. Zakaj? Zato, ker to nam paše. Zato, ker če smo pa v supermarketu, pa v zaprtih prostorih, pa predolgo časa v neki pisarni, nas to dobesedno ubije, a ne. No, in to so vse znaki, kako ti veš, da si jasnočuten, a ne. Kako še vemo, da smo jasnočutni? Tako, da nas oseba pokliče in mi točno vemo, kako se ta oseba počuti. Lahko samo že reče, lahko pove samo en stavek. In mi vemo, v trebuhu mi vemo, kako se ta oseba počuti. Včasih že samo, ko pomislimo na osebo, točno veš, zdajle ne smem te osebe poklicati, ker ni dobre volje, zdaj jo pa lahko pokličem, ker je dobre volje. Povejte, a prepoznate to, se tudi vam to dogaja? Če si na vse te stvari odgovoril da, to pomeni, da si jasnočuten, ali pa na večino teh stvari odgovoril da. Jasnočutnost, to pomeni, da ti sporočila čutiš, ne? Da ti takoj veš v trebuhu, ali je nekaj ja, ali je nekaj ne. Naprimer, kako tudi veš, da si jasnočuten? Ko ti dobiš neko ponudbo, ne vem, nekdo te povabi nekam, ali pa ti reče, ok, kam bi šel na počitnice drugo leto in dobiš iz agencije nek letak in ti gledaš, ti v svojem trebuhu čutiš navdušenje in včasih tudi malo take treme, v kateri je nek tak občutek, ja. Malo vznemirjenosti je in to je znak, da je to prava pot zate. Kadar pa tukaj ne čutiš nič, v smislu, da sploh ni nobenega občutka, hladno je, dobesedno je hladno, pa pomeni, da ti v bistvu tvoja jasnočutnost razlaga, ne, to ni zate, to sploh ni energetsko, ne vibrira enako kot ti, to ni povezano s tabo, a ne iti v to smer. In dejansko zelo dobro vprašanje postavlja Mark, in sicer, ali se da izboljšati svojo jasnočutnost? Definitivno. Jasnočutnost izboljšamo na tak način, da prvič delamo redne solne pilinge. Tisti, ki ste z mano že dlje časa, potem veste, kaj to pomeni. Tisti, ki ste pa z mano šele od zdaj, pa solni piling pomeni, da zmešaš v posodi, v enem kozarcu, grobo morsko sol, sodo bikarbono, olivno olje, zmešaš, da nastane pasta in dodaš čisto malo kapljic eteričnega olja bosvelije. To je najboljši recept ever. Zakaj? In kaj storiš s tem solnim pilingom? Za 21 dni, kdor se je prepoznal v tem opisu, vam dajem danes domačo nalogo. Za 21 dni naredi si ta solni piling v takem malo večjem kozarcu in za 21 dni se vsak dan, ko se stuširaš, najbolj zvečer ali pa ko prideš iz službe,
med tuširanjem namažeš s solnim pilingom po telesu. Se pravi, solni piling ne drgneš fizično na telo, ker ne gre za mehansko čiščenje kože, ampak za čiščenje energetskega polja. In vsi, ki smo jasnočutni, potrebujemo redno čistiti svoje energetsko polje. Zakaj? Ker toliko čutimo, da ker je naše polje prehitro polno energij, se nam ta točka zapre in nehamo čutiti. In smo zmedeni in potem sploh več ne vemo, kaj nam angeli sporočajo in kaj je prava pot za nas. Zato vas povabim in vam dajem to domačo nalogo. Marija pravi, da je pred pol ure izpod solnega pilinga. Joj, Marija, ful dobro. In povej, se počutiš boljše, ko delaš solni piling. Meni, udeleženci dogodkov, ves čas mi sporočate, mi govorite, kako je ta solni piling, ko sem vam ga predala, je bilo slišati tako, ok, solni piling, kaj je zdaj to? In potem ste ga začeli delati in zdaj je tako, vsak dan to naredite, zaradi tega, ker se počutiš čist drugače. In sama vsak dan delam solni piling, si sploh ne znam predstavljati, da ga ne bi delala. Se pravi, kaj narediš? Vsak večer, ko zmešaš te sestavine, ki sem jih prej omenila, vsak večer se namažeš, ne drgneš, samo namažeš in splakneš. In to bo očistilo energetsko polje, ki je tik ob tvoji koži, ki je polno informacij, najmočneje pa so tam čustva. In kaj lahko pričakuješ? Po solnem pilingu se boš počutil 10 kg lažji, lahkoten, teža bo šla stran, bolečine v glavi, napetost bo šla stran, skratka vse to, kar je prepopano na tebi, neka odvečna energija, mogoče tudi energija, ki ni tvoja, in počutili se bomo boljši. Se pravi, Alja sprašuje, kaj damo v solni piling? Damo sodo bikarbono, morsko sol, olivno olje, zmešaš skupaj, kar daš, 10 žlic soli, 10 žlic sode bikarbone, pa malo manj žličk, recimo 5 žličk olja. Zmešaš, da nastane pasta in dodaš par kapljic, 3 kapljice eteričnega olja bosvelje, najdeš v teh bolje založenih trgovinah, lekarnah. To zmešaš in vsak dan to narediš. In kaj boste opazili? To je moj top trik, ki ga res vsem svetujem, da boste postali bolj jasnočutni, da boste dejansko s tem očistili svoje energetsko polje in pomagali vam bo, da boste bolje razbirali sporočila vaših angelov. Bolj boste razumeli, kaj vam dejansko vaši angelčki sporočajo, zato ker boste bolj čutili. Drugi trik je pa tale tukaj gor. To je energetska slika nad angela Mihaela. Nadangel Mihael je najmočnejši za energetske zaščite. To pomeni, da od zdaj naprej, ko greš v supermarket, si predstavljaš to energijo, temno, modro, turkizno, to svetlobo, si predstavljaš okrog sebe, obdaš se z njegovim plaščem, z njegovim balončkom energije. Samo pomisliš, jaz, ko grem v supermarket, jaz samo rečem, Mihael, prosim, energetska zaščita. In grem noter in vam povem, da nimam več težke glave, nimam več bolečine. Dejansko sem sposobna biti dlje časa v supermarketu. Ne zdaj ful dolg, ker še vedno mi ta energija ne odgovarja, ampak je lažje. In ravno s tem namenom, zaradi tega, ker so naše energije toliko zelo pomembne, smo tudi tukaj v naši ekipi naredili energetsko dišavo nad angela Mihaela, s katerim jaz pa čez brez tega sploh ne gremo doma. In kar storim, takole se našpricam z njegovo dišavo in v trenutku naredim energetsko zaščito in očistim svoje polje in se dejansko bolj počutim. In s to dišavo špricam po prostoru, ko čutim, da energija pade, pred vsemi sestanki, pred vsemi dogodki, na katerih se mi srečamo, predno gremo doma, skratka, brez tega sploh si dejansko sploh ne znam več predstavljati življenja, zato ker je toliko zelo, zelo močna ta esenca. In na tak način bomo mi poskrbeli za svoje energetsko polje, da bomo mi bolj odprti, da bomo bolj pretočni, da bomo bolj čutili. Ker vem, kaj je, vi ste vsi jasnočutni in potem najrajši ne bi bili, zato ker čutite preveč, a se strinjate z mano? Ampak ni trik v tem, da postanemo manj jasnočutni, zato ker to je dar, za katerega potrebujemo biti hvaležni, zato ker nam veliko informacij prihaja v telo skozi ta kanal. Moramo se pa naučiti v bistvu ga negovati. In na tak način bomo mi negovali sebe, svoj kanal jasnočutnosti, da bomo bolj odprti.
Klaudija pravi, da prosi tudi Rafaela, Gabriela in Mihaela. Super, super, evo, to so top duhovni vodniki, a ne. Mihael, dejansko nadangel Mihael je res prav za čiščenje prostora, čiščenje tvojega energetskega polja, za moč, za samozavest in za zaščito. In dejansko to je top angel, ki ga svetujem, da se z njim povezujete. Danes sem vam zdaj predstavila jasno čutnost. To pomeni, da če je to tisti kanal, ki ga imaš ti močno odprt, ga si danes v današnjem videu ugotovil, si spoznal, da ga imaš, ne? In pokazala sem ti tudi 2 načina, na kakšen način ta kanal treniraš oziroma ga sčistiš in ga podpiraš, ne? To bo to za danes, dragi moji. Vsi lepo povabljeni, da pogledate opis mojega tečaja Celestial Inspiration, na katerem bomo ne samo, da bomo vse te kanale odprli, da boš postal močno jasnoveden, jasno slišen, jasno čuten, da boš vse te kanale znal uporabljati, ampak dejansko te naučim moje tehnike, skozi katero sama kanaliziram zelo natančna, zelo konkretna sporočila angelov, da si s tem lahko pomagaš v zelo pomembnih življenjskih situacijah, da prineseš k sebi modrost, odgovore na svoje vprašanje.